Hvala. Dobro, če se mogoče malce vrnemo na tvoje pesništvo, kako bi sebe označila? Najprej je potrebno povedati, da razlog za najin pogovor pri damah tokrat je, kot smo rekli, izid skupne pesniške zbirke z Danijem Bedračem in pa seveda na nek način za slovenske razmere dosti izjemen pozitiven odziv kritike na to pesniško zbirko. Ja. Pesniški zbirki izhaja ogromno, izredno težko je pridobiti pozornost bralcev in pa še težje slovenske kritike. Kam bi sebe umestila? Dobro, v kritikah so te nekje označili, ali pa tudi ne. Mogoče je najbolje, da sama. Umestila, jaz ne razmišljam o sebi na tak način, kje sem jaz v primerjavi z drugimi, zato ker so, ali kako, kakšen smisel to sprašuješ? Na primerjavi z drugimi, ali si. Ja, umestila kot... Kaj imaš raje? Realizem, abstrakcijo, moderno pesništvo? To, ja. Dobro je, da potencialnim bralcem poveva, potencialnim kupcem, kajti mi smo zainteresirani kot založba, seveda tudi, da knjige prodamo. Tej skupni pesniški zbirki, izredno lepo oblikovani, je cena 19 €. Kdo je dal naslovnico, idejo za to naslovnico? Krvavo rdečo pobarvano srce. Ja, to je Dani Bedrač in Simona Kropec sta skupaj oblikovala. Jaz sem naslov izbrala, to je pa naslov tudi ene izmed pesmi in sem rekla, to bi bila, čeprav te pesmi nimajo tukaj, tako naslovi so. Srce je pač takšno, kot je rdeče in je nastala tale, to ni bila prva ideja, več idej smo imeli prej, ampak ta je nekje obstala kot primerna. Drugače pa moj slog, kaj meni blizu, meni je blizu prosti vers in veliko, kako bi rekla, primerjav, veliko takih nepričakovanih obratov, nepričakovanih besed, mogoče komu tudi, torej zelo abstraktno vse skupaj včasih, drugič pa je lahko tudi... Včasih pa kratka zgodba že skoraj. Tako, je lahko tudi kratka zgodba.